Vem, da bo odlično. In na to sem čakala res dolgo časa. Mama vplivnice na TikToku je dokumentirala svojo pot, ko je šla pod nož za tako imenovani mami makeover. Vendar pa je bila to odločitev, ki je vodila v tragedijo. Nekdo je naredil napako in ubil mojo ženo. Kirurg trdi, da to ni bilo pod njegovim nadzorom, zdaj pa je sprožil pravni postopek. Tega pacienta so mi vzeli. Še nikoli nisem izgubil pacienta. Ta tožba je namenjena temu, da pride resnica na dan in da svet razume, kaj se je tukaj zgodilo. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. V redu, preden nadaljujemo, vam moram povedati o tej aplikaciji. Mislim, da vam bo všeč. Imenuje se Upside in omogoča vračilo denarja. Da, pravi dodaten denar nazaj pri vsakodnevnih nakupih, kot so gorivo, živila, hrana za seboj. Tukaj je kaj naredite. Prenesete aplikacijo Upside brezplačno. Uveljavite ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100.000 lokacij. Plačate kot običajno svojo kartico, potrdite nakup in tako preprosto dobite denar nazaj. Recimo, da potrebujem gorivo ali pa si eno noč zaželim hrane za seboj. Najprej bom poiskal ponudbe v aplikaciji Upside. In po nakupu se denar pojavi v moji aplikaciji, ki ga lahko prenesem neposredno na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki Upside v povprečju zaslužijo $254 nazaj na leto. Da začnete prejemati denar nazaj, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo in uporabite promocijsko kodo Sidebar, da prejmete dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri svojem prvem točenju goriva. 47-letna, poročena mati 3 otrok, Rachel Tassi, je imela optimističen pogled na novo leto. Načrtovala je, da bo sebe postavila na prvo mesto s posebnim kozmetičnim posegom. Pripravi se. 2026 je tvoje leto. Tvoje leto, mama. Če si v svojih 40-ih, je tvoja priložnost. Imam načrtovan mommy makeover za 26. februar. Zelo sem navdušena nad tem. In tu delam zase, ne za kogarkoli drugega. Zdaj, poporodna estetska preobrazba ni ravno nekaj novega. Če pogledamo podatke, po najnovejših podatkih Ameriškega združenja plastičnih kirurgov je bilo leta 2024 opravljenih več kot 171.000 posegov abdominoplastike. To je bila tretja najbolj priljubljena kozmetična operacija tistega leta. Res je, vsaka operacija ima svoje tveganja, vendar je treba povedati, da je stopnja smrtnosti pri takšnih posegih po poročilih zelo nizka. Statistično gledano je možnost za to 1 proti 13.000. To je zapisano v medicinskem članku iz leta 2020. V redu, tukaj je. Zdaj sem jaz na vrsti. Občutim veliko različnih čustev, ampak predvsem sem popolnoma navdušena in hvaležna. Moj mož je tukaj, imam odlično podporno ekipo in res se veselim tega naslednjega poglavja. Žal pa je za Tussi in njeno družino to eden tistih primerov. Tussi se po posegu poporodne estetske preobrazbe februarja nikoli ni vrnila iz sobe za okrevanje in njen mož je moral deliti tragično novico na njenem TikTok računu. Sinoči so mi povedali, da je možgansko mrtva. Imam nekaj dni, da sprejmem odločitev. 17. marca, natanko 2 tedna po objavi tistega videa, je Tussi umrla med hospisno oskrbo. Zdaj je tukaj veliko vprašanj, na katera je treba odgovoriti, ne? Kako se je to zgodilo? Je kdo kriv? Kdo je kriv? Bi se temu lahko izognili? Je bila to napaka? Je bila to nesreča? Najprej bom povedal, da v tem primeru v času snemanja ni vloženih nobenih kazenskih obtožb, ampak prav ta teden, in o tem želimo govoriti, kirurg in kirurški center sta vložila civilno tožbo, ki vsebuje šokantne obtožbe, za katere verjamejo, da bodo razkrile resnico v ozadju te grozljive situacije. To je prva pacientka, za katero bi lahko rekel, da sem jo izgubil, ampak bila mi je odvzeta. To ni bil zaplet pri abdominoplastiki. Bila bi doma. Videl bi jo, kako se smeji v moji ordinaciji. Če bi drugi ljudje opravili svoje delo pravilno. In ne gre samo za domnevne napake, gre za domnevno prikrivanje. To je tema te tožbe. In rad bi se poglobil v to, prav? Torej, moški, ki ste ga pravkar videli, je dr. Sharia Tork. Opravičujem se, če sem napačno izgovoril ime. Ampak to je kirurg, ki stoji za Tork Plastic Surgery LLC. Oba sta navedena kot tožnika v tej tožbi, ki je bila vložena v torek. Torej, ona dva tožita. Zdaj se morda sprašujete, v redu, koga kirurg toži? Po navedbah v vlogi so kot toženi navedeni Journey Light of Cincinnati LLC, Associated Anesthesiologists of Springfield Incorporated in John Jane Doe Corporations 1 do 12. Kako so vsi ti povezani s tem? No, tako se začne tožba.
Ta tožba izhaja iz tragične smrti Rachel Tussey, pacientke doktorice Sharie Tork v kirurškem centru Journey Light. Po uspešni operaciji gospe Tussey Journey Light ni zagotovil varnega okrevanja in poanestezijske oskrbe. Da bo jasno, ne gre za to, da bi nekdo umrl sredi operacije, ne gre za idejo o zamočeni operaciji, kjer nekdo umre med posegom. Gre za to, kar se je domnevno zgodilo kasneje. Po tej tožbi kirurg trdi, da za smrt Tusseyjeve ni odgovoren on. Ni bila njegova krivda, ampak je bila krivda pooperativne ekipe povezane s kirurškim centrom in centrom za anesteziologijo. Kaj pa kirurg dejansko trdi, da se je zgodilo? In ali je tu morda primer? To bomo zdaj podrobneje pregledali. In ne pozabite, to so Torkove trditve, prav? To je njegova zgodba, njegova različica. Samo imejte to v mislih. V vlogi je zapisano, da se je dr. Tork srečal s Tussey na posvetu. Sprva ni želela nadaljevati s posegom zaradi stroškov. Kljub temu je Tussey očitno pustila pozitivno oceno na Googlu na poslovnem profilu dr. Torka. In glede na vtis, ki ga je imel zdravnik o njej, ker ga je očitno presenetilo, da je to storila, se je odločil, da bosta finančno našla skupno rešitev. In dogovorila sta se za poseg, ki je bil načrtovan za 25. februarja v kirurškem centru Journey Light. Moj zdravnik je dr. Tork v Cincinnatiju in ko vam rečem, ta človek je neverjeten. Res je neverjeten. Vidim, zakaj ljudje prihajajo z vseh koncev države, ker ima spretnosti, ki jih zagotovo nima noben zdravnik iz Srednjega zahoda. Tako sem res navdušena nad njim in mislim, da ti je kirurg všeč in da mu zaupaš zelo pomembno v tem procesu, ker je to velika operacija, na katero se pripravljam. Dan pred operacijo je Voga navedla, da se je dr. Tork zadnjič srečal s Tussey, da bi podrobno pregledala operacijo, možne zaplete, pričakovanja glede pooperativne oskrbe in okrevanja. In dr. Tork je povedal, da se je srečal s Tussey in njenim možem v predoperativnem prostoru, ter da bo obiskal sobo za okrevanje po končani operaciji. Zdaj bom tukaj za trenutek ustavil. O čem je bil ta pogovor? Kakšni so bili ti možni zapleti? Kaj je bilo sporočeno? Bo lahko igralo vlogo in pomembno vlogo v tem primeru. Ker včasih v takih primerih vidimo argument prevzema tveganja. Veste, to je tvegano. Razumela je, kakšna so tveganja. To se lahko zgodi. Kaj je bilo pravilno sporočeno? Kakšni bi lahko bili zapleti? Kakšni bi lahko bili realni zapleti za njo? Nekaj takega. Samo da imate to v mislih. Tožba navaja, da se je operacija začela ob 8:14 zjutraj. Naslednje jutro. Vendar kirurg tega ni označil kot rutinski kozmetični poseg. Opravil sem operacijo Rašel, abdominoplastiko s liposukcijo v 360 stopinjah in popravilo popkovne kile. To ni bila kombiniran estetski poseg po porodu. Postopek je trajal 9 ur in je bil zaključen brez zapletov. Njenega zdravljenja sem se lotil z enako natančnostjo in pozornostjo, kot jo namenim vsakemu pacientu. Če se ponovno vključim, če bo šlo to proti sojenju, v redu, ali celo skozi fazo izmenjave gradiva in dokazov, bo obramba verjetno preverila tudi druge operacije, ki jih je opravil dr. Tork, in ali so bile s tem povezane kakšne težave. Mislim, da si lahko predstavljam, da bodo to zagotovo naredili. In ne pravim, da so kakršnekoli težave, ampak če pogledam kot pravnik oziroma z vidika obrambe, si moram predstavljati, da bodo to zagotovo naredili. V vlogi piše, citiram, gospa Tussey je med operacijo potrebovala nizke odmerke protibolečinskih zdravil. V celotnem trajanju operacije je gospa Tussey prejela 100 mikrogramov fentanila in 0,5 mg dilaudida. Njena potreba po nizkih odmerkih protibolečinskih zdravil je odražala nizko toleranco gospe Tussey na opioide. Ne maram protibolečinskih zdravil. To je pomembno imeti v mislih, ko gremo skozi tožbo. Po besedah dr. Torka je operacija potekala dobro. Tussey so odstranili dihalno cevko. Prepeljali so jo na okrevanje v prebujalnico okoli 17:15. Tožba trdi, da je bila Tussey 30 minut kasneje budna. Pogovarjala se je z možem, medicinsko ekipo in tudi z dr. Torkom. In nato ob 17:49 dr. Tork je zapustil kirurški center in se odpravil domov. Torej na tej točki je bilo videti, da je vse v redu, kaj ne? Po besedah kirurga je bil poseg uspešen. Tussey je bila v okrevališču budna. Kar se je zgodilo potem, se nikoli ne bi smelo zgoditi. Kaj se je torej zgodilo potem? No, v tožbi piše, citiram, ob 17:55. 6 minut kasneje, medtem ko je dr. Tork vozil domov in bil manj kot 3 do 5 km oddaljen od kirurškega centra, je prejel klic medicinske sestre iz enote za okrevanje po anesteziji Journey Light. Medicinska sestra je dr. Torku povedala, da je gospa Tussey postala hipoksična, kar pomeni, da ne dobiva dovolj kisika in, citiram, neodzivna, ter da so poklicali nujno medicinsko pomoč.
Ko so vprašali, ali je gospa Tasi prejela kaj pred nenadno spremembo, je medicinska sestra dr. Torku povedala, da je prejela 150 mikrogramov fentanila in 0,5 mg dilaudida, takoj potem, ko je dr. Tork zapustil ustanovo. Hitrost in količina narkotikov, ki so jih dajali med okrevanjem Rahele, sta bili izjemni in nevarni. Mislim, da lahko vsak v tej sobi sklepa, da če v nekaj minutah daš 150 fentanila in 0,5 dilaudida, kaj mislite, da se bo zgodilo s to osebo? Imejte v mislih, da tožba trdi, da je kirurški center dal Tusi 50 mikrogramov več fentanila po operaciji, kot ga je prejela v celotnem 9-urnem posegu. In ne pozabite, v vlogi je bilo navedeno, da ima Tusi nizko toleranco na opioide. Ponovno, to so njegove obtožbe, vendar bo to tukaj pomembna točka, kar bi lahko pojasnilo, zakaj je kirurg vprašal, ali je prejela kaj pred tem, preden je očitno doživela to nujno zdravstveno stanje. Tožba navaja, da je dr. Tork naročil medicinskim sestram, naj takoj zdravijo Tusi z zdravilom Narcan. To je zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje predoziranja z opioidi. Vendar so medicinske sestre povedale, da so ji že dale en odmerek. Zato je dr. Tork svetoval medicinski sestri, naj da še en odmerek. In dr. Tork trdi, da sta ob njegovem povratku v ustanovo 2 medicinski sestri oskrbovali Tusi v enoti za pooperativno anestezijsko oskrbo. In po navedbah tožbe je druga medicinska sestra, sestra številka 1, zapomnite si to, sestra številka 1, poskušala uporabiti dihalni balon z masko pri gospe Tusi. Gospa Tusi ni dihala, sestra maske ni dobro zatesnila. Prsni koš gospe Tusi se ni dvignil. Dr. Tork je prosil za stetoskop. A ga niso imeli. Gospa Tusi je bila v bradikardiji, počasnem srčnem utripu in bila je hipoksična. Ni se odzivala. Prišle so nujne medicinske službe. Dr. Tork je reševalcem povedal, da ni mogel zaznati pulza. Ekipa nujne pomoči je gospod Tusi položila na nosila in jo prepeljala v zadnji del reševalnega vozila. In tožba trdi, da so gospod Tusi ponovno intubirali in jo v naglici prepeljali v bolnišnico Bethesda North. Dr. Tork je očitno vstopil v urgentni oddelek, da bi jo videl. Do takrat pa je, po navedbah te tožbe, gospa Tusi ponovno doživela srčni zastoj in ekipa nujne pomoči je izvajala oživljanje. V tožbi je nato navedeno, da je ekipi nujne pomoči uspelo ponovno vzpostaviti krvni obtok, vendar je bilo že prepozno. Gospa Tusi je bila možgansko mrtva. Gospa Tusi je utrpela anoksično poškodbo možganov v enoti za poanestezijsko oskrbo Journey Light, potem ko je medicinska sestra dala preveč fentanila in dilaudida, kar je povzročilo prevelik odmerek opioidov. In tožba navaja, da je 18 dni kasneje, 17. marca, Tusi umrla v hospicni oskrbi. Po navedbah tožbe so vzrok smrti Tusi ocenili zdravniki v bolnišnici Bethesda North. Domnevno so ugotovili, da je gospa Tusi utrpela anoksično poškodbo možganov, ki jo je povzročilo pomanjkanje kisika v možganih po prevelikem odmerku opioidov in posledični akutni odpovedi dihanja. Zdravniki iz bolnišnice Bethesda North so izključili druge vzroke smrti gospe Tusi, vključno z vzroki, ki lahko nastanejo zaradi kirurških zapletov. Rakelina smrt je bila popolnoma nepotrebna in jo je povzročila medicinska sestra iz Journey Lighta, ki je brezobzirno predozirala Rakelo z narkotiki, ter anesteziolog iz Journey Lighta, ki je zapustil svojo pacientko. Ne morem izraziti dovolj sožalja družini Tusi. Nobene besede ne morejo zajeti teže te izgube. Rakelina smrt je nekaj, kar bom nosil s seboj do konca svojega življenja. Torej, na podlagi obtožb v tej tožbi so pooperacijske medicinske sestre, ki so skrbele za Tusi, naredile usodno napako, ko so ta zdravila dajale s takšno hitrostjo in v takšni količini. Toda to ni vse, za kar kirurg trdi, da je prispevalo k njeni smrti. Kaj mislim s tem? Citiram. Medicinske sestre Journey Light niso ustrezno odreagirale na prevelik odmerek. Dana Miller, ena od medicinskih sester navedenih v tožbi, ni poklicala na številko 911 ob 17:59, 4 minute potem, ko je dr. Torku povedala, da je bil klic na številko 911 že opravljen. Med klicem na številko 911 Millerjeva ni pokazala nobene nujnosti. Poleg tega, Millerjeva ni poročala, da je bila gospa Tusi deležna visokega odmerka opioidov, niti ni podala nobenih podrobnosti o stanju gospe Tusi, razen tega. Bolnica se po operaciji ni odzivala, ker dispečerju na 911 niso sporočili, da je prejela fentanil in dilaudid. Millerjeva je preprečila dispečerju nujne medicinske pomoči, da bi zagotovil posebna farmakološka navodila ali pripravil prihajajoče reševalce, da bi takoj ukrepali o predoziranju. Millerjeva je nato zavrnila medicinske navodila dispečerja na 911 in preprosto rekla: "V redu bomo, dokler ne pridete do nas. Hvala." Takrat je prva medicinska sestra nepravilno uporabljala masko z dihalnim balonom na gospe Tasi in jo s tem dušila.
Zaradi prevelikega odmerka opioidov in nesposobnega odziva Journeylighta na prevelik odmerek, gospa Tasi več kot 6 minut ni imela kisika v možganih. To je neposredno citiran del iz tožbe. Ponovno, to so njegove obtožbe. Ampak, moj bog, če so te trditve resnične, je to uničujoče. To je veliko časa, da možgani ostanejo brez kisika. Zelo zaskrbljujoče izjave, zelo zaskrbljujoče glede zdravil. In kirurg trdi, da je prav to povzročilo, da je Tusi na koncu postala možgansko mrtva. In obtožba, ki jo lahko tukaj vidite, je, da Miller domnevno ni bil transparenten. Ta klic na 991 bo očitno, po vseh podatkih, velik del tega primera, velik del dokazov. Torej bomo slišali, kaj točno je bilo rečeno in kako. Ampak tukaj je še bolj šokantna trditev. Citiram, na podlagi informacij in prepričanja, kar pomeni, da še nimamo konkretnih dokazov za to, vendar bomo med postopkom lahko to dokazali. Torej, glede na okoliščine, citiram, osebje Journeylight, vključno s prvo medicinsko sestro, je prekomerno sediralo paciente, ki so ostali čez noč. Tako, da so jim dajali višje odmerke protibolečinskih zdravil, da bi pacienti spali in jim ne bi bilo treba skrbeti za njihovo oskrbo. Medicinske sestre Journeylight so Gospel Tazi dali prevelik odmerek opioidov na podlagi Journeylightovega obrazca za fazo 1, ki ga je kot stalno navodilo podpisal Journeylightov anesteziolog, ki je stavbo zapustil manj kot 30 minut po začetku prve faze. Torej, po tej tožbi naj bi bila praksa omamljanja pacientov s protibolečinskimi zdravili, da bi se izognili odgovornostim za oskrbo, domnevno običajna praksa v tej ustanovi. In anesteziolog naj bi ustanovo zapustil prej, kot bi smel, kar bi lahko preprečilo, da bi se kaj takega zgodilo. Torej, zdaj govorite o domnevnem vzorcu tukaj. In ta tožba bo morda vključila še druge domnevne primere in druge paciente. In vzpostavljate to povezavo, da to morda ni bilo zgolj, kot bomo kasneje slišali od obrambe, da je šlo zgolj za nesrečo, da je bila to zgolj tragedija. Ni bilo mogoče preprečiti tega. Tukaj pravite, da vzpostavljate domnevno verigo dogodkov in domnevna dejanja ter napake, ki kažejo, da bi to lahko preprečili, kaj ne? To je obtožba, to je argument. In med postopkom izmenjave dokaznega gradiva boste izmenjali gradivo in dokaze. Tako bodo razkrite prakse in postopki. Tožba prav tako navaja, da je ista medicinska sestra obtožena, da je omamljala in nepravilno uporabila dihalno masko z vrečko. Tu si je bil preodpuščen zaradi, citiram, nesposobnosti in ker ni ustrezno nadzoroval pacientov po noči in v enoti za pooperativno nego po anesteziji. Vendar ga je ponovno zaposlil sorodnik, ki naj bi nato odpustil žvižgača, ki je opozoril na dejanja medicinske sestre. Ponovno, to so obtožbe. Ni jasno, kako to vejo ali kako nameravajo to dokazati, vendar gre spet za resno obtožbo, poleg vsega drugega, kar so navedli člani pooperativnega osebja. Vse to je poleg še nečesa drugega. Tukaj dr. Tork trdi, da je Journeylight domnevno poskušal prikriti svoje napake, medtem ko je bil Tasi v vegetativnem stanju. Citiram dr. Bielaska, anesteziologinja je rekla dr. Torku, citiram, 100 fentanila je bilo zanjo absolutno preveč. Potrebovala je 100 za celoten poseg. Dr. Tork se je nato pogovarjal z Liso Sprung, administratorko Journeylighta, in Tracy Evans, klinično direktorico Journeylighta. V tem pogovoru so izpostavili vse možne razloge, razen predoziranja z opioidi, in so poskušali stanje gospe Tusi pripisati pljučni emboliji ali toksičnosti lidokaina. Prosili so dr. Torka, naj spremeni svoje operativno poročilo, da bi podprl njihovo zgodbo. Dr. Tork je to zavrnil. V tej tožbi so vključene tudi druge obtožbe o prikrivanju situacije. Govorim o tem, da naj bi kirurški center zamenjal Tusijevo negovalno poročilo z bolj podrobno urejeno različico z drugačno pisavo. Nov obrazek z navodili za prvo fazo naj bi bil ponarejen, da bi prikazal, kdaj in koliko zdravil je Tasi prejela med okrevanjem po operaciji, da bi upravičili odmerke. In dr. Tork je v tožbi prav tako trdil, da je Journeylight, citiram, priredil medicinsko dokumentacijo, da bi izbrisal vse omembe imena medicinske sestre Ena ali njenih posameznih negovalnih zapisov. Spomnite se, medicinska sestra Ena naj bi bila vpletena v zdravila in dihalni balon z masko. In tudi, da dr. Tork trdi, da so ga drugič prosili, naj spremeni svoj operativni zapis po navodilu lastnika in medicinskega direktorja Journeylighta, vendar je to zavrnil.
Potem, ko je dr. Tork zavrnil sodelovanje v teh domnevnih načrtih prikrivanja, trdi: Journey Light je še naprej poskušal prevaliti krivdo za njihove neuspehe nanj, medtem ko je v javnih izjavah prek odvetnikov lažno trdil, da so bila njihova dejanja povsem v skladu z ustreznimi standardi oskrbe, da je osebje takoj uvedlo protokole za reševanje življenj in da državne agencije niso našle nobenih neskladij ali napak glede oskrbe pacientov ali vodenja evidenc. Tako, ta tožba tudi navaja, da je isti dan, ko je umrla Tusi, eden od zaposlenih pri dr. Torku prejel elektronsko sporočilo od Journey Lighta, namenjeno solastniku Journey Lighta, plastičnemu kirurgu. Namesto tega pa je bilo to sporočilo poslano tej osebi, v katerem je pisalo, in to je pomembno, da so aktivno, citiram, brisali datoteke. Če imajo to elektronsko sporočilo, če to sporočilo dejansko kaže na to, je to težava za obrambo. Ampak tega ne vemo zagotovo, ne vemo natančno. Spet, to so obtožbe. Za nič niso bili spoznani za odgovorne. To so samo trditve, to so samo obtožbe. Imeli bodo priložnost, da se branijo. In slišali boste, kakšen je bil odziv do zdaj. Zdaj, ko smo šli skozi obtožbe iz te vloge, tukaj je, zakaj toži ekipa dr. Torka. Morda se sprašujete, kakšna škoda mu je s tem nastala, kakšno odškodnino zahteva. Torej, prvi element, prvi razlog za tožbo, za katerega toži, je kršitev pogodbe, da je obstala pogodba med dr. Torkom in Journey Lightom. Po mojem branju tožbe se ne zdi, da bi obstajala pisna pogodba kot taka, ampak kot jo on opisuje, je temeljila na kliničnih privilegijih ter načinu ravnanja, prakse in vzorcev. Tako je z vidika prava lahko težje dokazati, da obstaja pogodba. Težje je, če nimaš pisnega dogovora, ki določa dolžnosti in obveznosti, ter kaj pomeni kršitev in kakšna so pravna sredstva. Osnovna ideja tukaj je, da dr. Tork trdi: poglejte, svoje paciente sem pripeljal k vam. Obljubili ste, da boste zagotovili ustrezno oskrbo, storitve in opremo. Tukaj je bila dana ponudba. Ponudba je bila sprejeta glede skrbi za Tusi. Torej, ključni elementi pri vprašanju, ali je bila pravno zavezujoča pogodba. In trditev je, da Journey Light ni izpolnil svojih obveznosti. In prav tako je bila trditev, da je Journey Light kršil tisto, kar v pravu imenujemo zaveza dobre vere in poštenega ravnanja. V bistvu gre za obljubo, da boš ravnal v dobri veri in pošteno, kar naj bi Journey Light prekršil s tem, da je izbrisal podatke Nurse One in podajal lažne izjave. In potem je tu še to, citiram: bilo je predvidljivo za Journey Light in dr. Torka, da bi lahko kakršnakoli kršitev Journey Lightove obveznosti zagotoviti usposobljeno in kompetentno osebje ter ustrezno oskrbo v enoti za pooperativno nego privedla do katastrofalnega izida za pacienta dr. Torka in povzročila škodo dr. Torku in njegovi praksi, vključno z izgubo ugleda, gospodarsko škodo in izgubo pacientov. Zaradi kršitve strani Journey Light sta dr. Tork in njegova praksa utrpela škodo, vključno z izgubo ugleda, gospodarsko škodo in izgubo pacientov. Zanimivo bi bilo raziskati, kakšen je bil učinek na njega po tej tragediji, kaj je izgubil, kaj je pretrpel. To je tudi element vzročnosti, kaj ne? Zaradi tvojih dejanj se je to zgodilo. Govorimo o neposredni povezavi. To so ključna, pomembna pravna načela, o katerih je treba razmišljati. Druga točka, doktrina zanašanja na obljubo. To je pravno načelo, pravna doktrina, ki nekomu omogoča, da toži za povrnitev škode, če je razumno zanašal na obljubo. Torej, tudi če nimaš formalne pogodbe, se razumno zaneseš na obljubo v svojo škodo. Citiram: dr. Tork se je zanesel na to obljubo, ko je opravil operacijo gospe Tusi v kirurškem centru Journey Light v sredo 25. februarja 2026. Journey Light je prekršil svojo obljubo, ker ni zagotovil usposobljenega in kompetentnega osebja enote za poanestezijsko nego za oskrbo gospe Tusi, kar je povzročilo njeno smrt kot neposredno in bližnjo posledico tega, da se je dr. Tork zanesel na prelomljene obljube Journey Lighta. Dr. Tork in njegova praksa sta utrpela škodo, vključno, vendar neomejeno na škodo ugledu, ekonomsko izgubo in izgubo pacientov. Ko govorite o neposredni škodi, je to je neposredna škoda, ni bilo vmesnega vzroka. To je tisto, kar se je zgodilo. Drugi razlog za tožbo je kršitev fiduciarne dolžnosti. To se zgodi, ko je oseba ali subjekt v položaju zaupanja, kot so skrbnik, direktor podjetja, zastopnik ali kaj podobnega, in ne ravna v najboljšem interesu druge stranke. Včasih ravnajo v svojem lastnem interesu, kaj ne? To je obtožba. Citiram: ker je Journey Light imel nadzor nad izvajalci anestezije v svoji ustanovi, je moral dr. Tork zaupati Journey Lightu in povezanemu anesteziologu, da bosta zagotovila strokovno anesteziološko oskrbo med operacijo in okrevanjem.
Journey Light je prekršil svojo dolžnost, ko je zaradi nepotizma ponovno zaposlil nekvalificirano in nesposobno medicinsko sestro ter jo postavil v enoto za poanestezijsko nego. Journey Light in povezani anesteziologi so prekršili svoje dolžnosti, ko so izvajalci anestezije zapustili gospod Tussey pred koncem prve faze pooperativne oskrbe in medtem, ko je bila še vedno v enoti za poanestezijsko nego. Ta tožba je vključevala tudi obtožbe o prikrivanju strani osebja Journey Light ter njihove domnevne poskuse, da bi za to, kar se je zgodilo Tussey, očitno ali domnevno okrivili dr. Torka. Potem imate še tožbo zaradi malomarnega zaposlovanja, obdržanja zaposlenih in nadzora. Zdaj, malomarnost. Tukaj gre za to, da je imel Journey Light do dr. Torka dolžnost. Zaupal jim je svoje paciente. Tam je bila ta dolžnost vzpostavljena. In ko govorimo o malomarnosti, so elementi, ki jih morate dokazati. Dolžnost, kršitev te dolžnosti, vzročna zveza škodo ter da je do škode in izgub dejansko prišlo. Citiram, Journey Light je malomarno ponovno zaposlil in obdržal sorodnico Spronga, medicinsko sestro Anna, ki je bila nekvalificirana in nesposobna medicinska sestra. Journey Light je malomarno dodelil medicinsko sestro Anna na enoto za poanestezijsko oskrbo, kjer ni bila usposobljena ali kompetentna za zagotavljanje oskrbe. Journey Lightovo vedenje o nesposobnosti medicinske sestre Anna dokazuje njegovo ravnanje po incidentu, zlasti namerno izpuščanje njenega imena in osebnega zapisa iz pacientove medicinske dokumentacije ter kasnejše brisanje njene kadrovske mape. Journey Light je dodatno ravnal malomarno, ker ni zagotovil obvezne opreme, potrebne za varno nadzorovanje pooperativnih pacientov. Prej sem že govoril o tem, česa naj ne bi imeli. Zadnja točka, uničenje dokazov. Mislim, da lahko vidite, kam to pelje. Citiram, Journey Light je vedel, da je tožba zaradi smrti gospe Tussey verjetna in da bo tožba verjetno vključevala tako dr. Torka, njegovo prakso, kot tudi Journey Light. Journey Light je spremenil in uničil dele pacientkine dokumentacije gospe Tussey, vključno z negovano opombo in originalnimi navodili prve faze. Ta točka prav tako omenja obtožbe o prikrivanju identitete medicinske sestre Anna z odstranitvijo njenih zapisov. Journey Lightova prizadevanja, da naj bi ali domnevno očrnil dr. Torka zaradi postopka pri Tussey, potem ko je ta zavrnil sodelovanje v tem, kar sam imenuje domnevno prikrivanje. Torej, dr. Tork in njegov kirurški center zahtevata odškodnino v višini, ki presega $1000 za vsako zahtevo v tožbi, kar pomeni, da ga je treba povrniti v položaj, v katerem je bil predvsem tem, skupaj s kazenskimi odškodninami. Ta znesek bo določen na sojenju. Gre za kazenske odškodnine zaradi res slabega, očitno neprimernega vedenja. Lahko so precej drage, lahko zelo narastejo. In tudi odvetniški stroški. Zdaj kirurg, omenjen v tožbi, je povedal, da bo družina Tusseyja verjetno vložila svojo tožbo. Nekdo je tukaj naredil napako, ampak povem vam nekaj. Kjer so nas pripeljali, so ti ljudje res neverjetni. Bili so izjemni do moje žene, ampak to še vedno ne spremeni dejstva, da je nekdo naredil napako in ubil mojo ženo. Mimogrede, še vedno sem obvezen denar za operacijo. Odvetniki iz Monty Ellis in Lane, ki zastopajo družino Tussey, so po tožbi, ki jo je vložil dr. Tork, izdali naslednjo izjavo. In v izjavi piše, citiram, najprej in predvsem so naše misli še vedno z družino gospodične Tussey, ki še naprej žaluje za globoko in nenadomestljivo izgubo. Pravna ekipa Monty Ellis in Lane se trenutno osredotoča na temeljito in metodično preiskavo okoliščin v zvezi s smrtjo Rachel Tussey. Ta postopek ni namenjen le ugotavljanju, kaj se je zgodilo, temveč tudi zagotavljanju, da bodo vsi posamezniki ali organizacije, ki bodo spoznani za odgovorne, ustrezno odgovarjali. Kot odgovor na obtožbe dr. Torka predstavljene na tiskovni konferenci, odvetniki Monty Ellis in Lane vlagajo začasne odredbe o prepovedi, da bi družbama Journey Light in Associated Anesthesiologists of Springfield Incorporated prepovedali nadaljnje uničevanje, prirejanje ali brisanje dokazov povezanih s tem primerom. Naša odvetniška pisarna je pripravljena sprejeti odločne pravne ukrepe, da bi v imenu družine dosegli ustrezno zadoščenje. Po poročanju Local 12 News iz Cincinnatija je odvetnik podjetja Journey Light v odzivu na tožbo podal naslednjo izjavo. Citiram, žalostno in nekoliko šokantno je, da dr. Tork trdi, da je tukaj žrtev, očitno zaradi izgube svojega ugleda, v primeru, kjer je družina Tussey tragično izgubila Rachel. Journey Light je kartoteko gospodične Tussey neodvisno pregledal strani specialista anesteziologa in specialista sodne medicine. Kar zadeva zdravila, ki so jih v pacu dali medicinske sestre Journey Light, sta bila odmerka fentanila in dilaudida 100% ustrezna in dana v skladu s standardom oskrbe.
Strokovnjaki za anestezijo opisujejo 100 mikrogramov fentanila kot zelo majhne odmerke in primerne za lajšanje bolečin. Poleg tega, njena nenadna neodzivnost v peku ni bila povezana z opioidi, saj več odmerkov Narcana, ki so jih dali gospodični Tasi, ni imelo nobenega učinka. Farmacevtski odbor v Ohaju je po tem primeru pregledala evidence o zdravilih Journeylight in kartoteko gospodične Tasi ter ni našla nobenih dokazov o napakah ali nepravilnostih. Journeylight je preko družinskega odvetnika večkrat zaprosil družino Tasi, naj po Rachelinem preminu opravijo obdukcijo, da bi lahko ugotovili vzrok smrti. Družina je našo prošnjo zavrnila, zato pravi vzrok njene smrti verjetno nikoli ne bo znan. Strokovnjaki za patologijo menijo, da se pri 50 do 60% sumljivih smrti kasneje izkaže, da gre za nenadno srčno smrt, ki ni posledica srčnega infarkta. Pljučne embolije ali maščobne embolije prav tako ni mogoče izključiti, saj bodo stiski prsnega koša pri oživljanju razbili in premaknili vsak strdek v periferne žile. Journeylight je vse te možne vzroke prek njihovega odvetnika sporočil družini Tasi, vendar je družina ponovno zavrnila obdukcijo. Obe medicinski sestri v Pacu, zaposleni v Journeylightu, sta imeli več let izkušenj, bili sta certificirani za ACLS, prej delali kot urgentni sestri v bolnišnicah v Cincinnatiju in sodelovali pri stotinah reanimacij. Obe sta se junaško trudili rešiti Rachelino življenje. Journeylight odločno zanika, da bi bili kakršnikoli zapisi spremenjeni ali izbrisani. In vse obtožbe, da so poskušali prikriti primer Rachel, so lažne in obrekljive. Mimogrede, pravno gledano, ne morete resnično tožiti dr. Torka, recimo zaradi obrekovanja, zgolj zaradi tožbe oziroma zaradi trditev v tožbi. Zakon to preprečuje. Sicer bi to vsakogar odvrnilo od vložitve tožbe. Vendar pa je lahko vse, kar je izrečeno zunaj tožbe, naprimer v intervjuju ali na tiskovni konferenci, potencialno predmet tožbe. To je le pravna opomba. Kar zadeva tožbo dr. Torka, poglejte, smo v zgodnjih fazah. Zelo težko je ugotoviti, kaj se dogaja, kako je do tega prišlo. Dr. Tork navaja svoje obtožbe. Po eni strani bi lahko rekli, da gre za prepričljivo zgodbo, vendar moramo videti, kakšni so dokazi. In toženec ima trenutno svojo različico, kaj ne? Svojo obrambo, da ni bilo odstopanja od standarda oskrbe, da bo vprašanje vzroka smrti sporno. Morda boste videli spopad strokovnjakov glede tega, kaj je povzročilo smrt. In na koncu je lahko to primer, kjer bo nekdo odgovarjal, ali pa je šlo za tragično nesrečo. Težko reči. Predstavili smo obtožbe, nadaljevali bomo z spremljanjem. To je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj na Sidebarju vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste bili z nami. In kot vedno, prosimo, naročite se na YouTube, Apple Podcast, Spotify ali kjerkoli poslušate podcaste. Oglejte si nas lahko tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če me želite spremljati, sem na X, Instagramu, moji oddaji News Nation, Jesse Weber Live od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič. Vsi skupaj.